Ne brenčijo motorji, ja? Ne, veš kaj, če delaš je fajn, če delaš komentar, da imaš te zvok noter, se pravi tisto, kar se dejansko od dirkališča sliši, ne. Drugače pa lahko, če imaš kakšen delay ali pa karkoli, mogoče bolj moteč, kot pa ne. Piči, Miki. A si stisnil? Sem. Pa zmeri zamudim to. Ti pa vedno vprašaš. Ja, vem, ja. Ok, telefon stran. Kaj je zdaj? Kaj je? Ja, ne vem. Dober dan najprej, seveda vsem skupaj in vesel, da sem spet tle, ker imate fajn brlog. Ampak prvi povratnik. A da nehi? Ampak, ja. Wow. Ampak jaz imam vedno na koncu podcastov vseh, imam tak feeling, da lahko še enkrat vse goste, ki smo jih imeli do zdaj, še enkrat pokličemo nazaj, pa bomo imeli še enkrat toliko materijala. Pa se lahko, če so zanimivi sogovorniki, lahko ne. Koliko smo pa unga, smo kaj naredili tam? Stari, unga smo zaružili 2 uri, pa ne vem, koliko. Z lahko. Ne, je to kdo gledal, ali je bilo samo za nas pol? To je drugi najbolj gledan podcast, pa najbolj poslušan. Prvi je bil pa pilot. Vesel. Dobro, ja, ti si bil top. Ja. Gašo. Vsem pa sem to dal red, pa da če kdo prvič gleda ali pa ne pozna, ki je zdaj bil v jami 350 let, Gaber Kržišnik je star, jaz ne vem, kva ti nisno. Komentator nisem. Recimo, več. To že nisem, evo. Bam! Stari, ampak dajmo tega slona v dnevni sobi pojest. Na žar. Dajmo ga dati na žar. Daj povej, kva se dogaja. Zakaj te ni več na dirkah? Mislim, na dirkah si, ampak ni te pa več v... Na dirkah sem bil proti Mao, sicer ne bom letos mogel iti na vse, ker to veliko stane, pa tudi težko to sfolgaš, tako da, ampak bom pa skušal biti na večini ali pa na čim večjih. Ker sem rad na dirkah, ker so dirke moj life in ker sem že v štartu bil na dirkah, preden sem začel delati Pop TV pa komentiranje pred 16 leti, kot sam veš, ko so bila še sodelavca na Grand Prix avtomagazinu. In še kje, ne? Smo pač na dirke hodili, ker je na dirkah luštan biti in ker nas motošport zanima. In če se greš novinarja, moraš biti na dirkah. In če češ o tem nekaj vedeti, pa ljudem soliti pamet, moraš biti tam in moraš govoriti z dirkači in moraš govoriti s timi in moraš imeti informacije in moraš imeti nekaj več, kakor imaš sicer lahko, če na dirkah nisi. Stari, jaz že slutam, kam gre to in vem, kaj boš ni rekel. Težko slutati, ne? Vem, kaj boš rekel, zakaj te ni več zato, v komentatorski nočem biti kabini. Google žurnalist, ampak hočem biti žurnalist, oziroma hočem biti TV komentator. In sem bil zmeraj v prvi vrsti bolj dirkačka, pa novinar mogoče celo, in sem hotel biti na dirkah. In sem hotel biti tam in poslušati motorje in jih povohati in se z dirkači pogovarjati in iti ob stezi in videti tisto, kar mogoče na televiziji ne vidiš, zato da lahko nekomu, ki po televiziji gleda, to tudi poveš. In ko se enkrat nekdo odloči, da bo zdaj pocenil cel projekt in boš ostal doma in boš delal iz kleti, je čas, da rečeš po 16 letih pol nekomu, hvala, luštan je bilo, ampak če smo skupaj zgradili en super produkt, ki ga je gledala cela Slovenija, bom pa jaz spustil to, da sem zraven pri pogrebu tega istega produkta in ga boste pokopali sami in brez mene. In to sem naredil in mi je težko, ker svina, ker sem to res rad delal in bi rad bil še vedno zraven, ampak nisem pa pripravljen požreti tega, kar rečem. In ko smo se usedli z Robijem pa s Kubo, z mojima sokomentatorjema, ki sem jih jaz zraven na ta projekt tudi pripeljal in sta super delala in smo res fajn delali, smo se odločili, da nobenemu od nas ni v interesu po 16 letih to delati od doma, pa od kurca, kot bi se rekel v žargonu, če me razumeš, ne? In smo zagovarjali tezo, da če češ dobro delati, da moraš biti tam. Mogoče ne na vseh dirkah, jasno, tudi to nekaj stane in tudi tle televizijo na nek način razumem, čeprav to je ena orang firma, ki niso reveži, ampak saj na večini dirk in da delaš to tako, kot se spodob. Ker če ne, če si doma, imaš lahko, kaj lahko narediš? Lahko greš pred dirko na 3 internetne strani, tam prepišeš neke informacije od unih novinarjev, ki so na dirki, ne? In potem to prodajaš za svoje znanje. Jaz pa tega nikoli nisem hotel delati, ker se mi zdi, da zjutraj, ko staneš, se moraš tudi v ksiht pogledati, to kopalnici pred špeglom in da bi to težko prežvečil. In vedel sem, Gaber, da je nekaj tazga. A veš, to je to. Jaz sem kakor te poznam, sem rekel, Gaber ni zahteval milijonov. A veš, zase, jaz vem, da tlele totalno z profesionalnega aspekta tega, kaj veš, ti delaš in to kako. Je pa mogoče napaka bila moja, ker nisem zahteval milijonov, ravno obratno. Jaz sem ampak no, še izpugljal že o delu. Jaz vem, da imaš rajš to, da si na dirkah, kakor
No, vidiš, da in imaš to, milijone v žepu, in pa to da vejo izguglaš tudi pristojni ljudje na Pop TV-ju in s tem so začeli meni roko zvijati. Ne? Ker so vedeli, da bo Gabor to itak naredil, zato ker to rad dela. Ne? In to je narobe, ne? Ker jaz, če bilo po mojem, bi vsak delal službo, ki jo rad dela. Ne nekaj, kar moraš, pa kar ti je odveč, pa kar ti zjutraj povzroči to, da greš za grenjeno službo. In jaz sem šel vedno s ful veseljem na dirko in kumi čakal, da gremo na dirko, pa sem 16 let hodil na 20 dirk v sezoni. A razumeš? Ne? In ker to nekdo dojame, da ti delaš nekaj z veseljem, ne? Pol pa začne to izkoriščati, v resnici, a veš. Ne? In si reče, pol, ja, vse to on itak dela z veseljem, pa on bo to naredil tudi za pomen, ali pa tudi od doma, ali pa kakorkoli. On bo to itak delal zato, ker to dela rad. Ne? Ja, sej boš, ne. Jebi ga, ne bom. Ne? Ja, boš, ampak ne boš tam. Ne? Bom zase, ne? Bom zase, ampak bom tam. Ne? Bom pa delal za Cajtang, bom pa delal za pizda atmosferce, ne vem za kogarkoli, ne? Ampak delal bom tam in delal bom dober. Ali pa nam delal. Ne? A veš, mislim, zelo simpel, sam to mi ostane. Ne? In klej je bil srž pravzaprav po mojem videnju vsega problema. Ne? A veš, ker pa neke komercialne firme danes hočejo svoje dobičke povečevati v nezavest. Ne? Pa ker nekoč zmanjka pol nekega inkama od nekih oglaševalcev, začnejo rezati stroške produkcije. Ne? Ampak sej veš, ne, mislim, to ni bilo, ta sezona je bila samo, pač tukaj je samo eskaliralo do tega, da pač nismo več prišli skupaj. Sem se pa s tem problemom zadnjih 7-8 let ukvarjal, ker smo vsako zimo imeli ta isti povuci potegniti, da najraž bi delali manj, pa še malo manj, pa kriza je, pa moramo malo zrezati, pa se drug let bo boljš. Ampak smo drug let pol še od te krize, po tega, ki smo že zrezali, še malo zrezali. Ne? A veš, in ti salamo lahko režeš, dokler je salama. Ker pa salama pride do konca, pa ne moreš več kaj rezati, ker si už sam šel prst za rezo, ti pa pol boli, ti pa ni več lušno. Ampak to je blueprint tega, kar se je dogajalo s Formula 1 na Pop TV-ju. V bistvu ja, zelo podobno. Ja, v bistvu ja. Ja, veš, ja. In kaj je zdaj s Formula 1? Pač, veš, dejansko se komentira iz kleti. Ne? Škoda, ne? Pa dobro sezono imajo. Pa vsi denar dajo v aplikacijo, pač, kjer dobijo tisto, kar bi lahko dobili na Pop TV. In takrat na Pop TV-ju, ki so se zarašli z Meranom, je Tomaž Perovič, s katerim smo sicer imeli čisto v redu in super odnose, mene poklical v pisarno in je rekel, Gabor, imam ful dobro novico zate. Sem rekel, kaj pa je? Prav, boš komentiral formulo. In sem rekel, ne bom. In je kar pogledal in je rekel, kako to misliš? Sem rekel, ne bom, zato ker to mene do te mere ne zanima. Pa bi jo mogoče tudi lahko. Na koncu dneva veš, da sem dirkal 10 let z avti, pa 10 let z motorji, pa karting, pa vse živo, kar nisem pelil. Ne, da sem bil hud, ne, da sem bil nek svetovni prvak, ampak približno vem, kako se avto obnaša, pa kam bo avto zavil, če daš volano levo ali po desno, pa tudi vem, kaj se z motorjem dogaja na pisti. Tok osnove imam. Ne. Se pravi, bi lahko tudi formulo delal, če bi na treneru, ampak ne bi mogel dobiti te iste zgodovine, pa tega istega know-howa, pa vsega tega, kar je imel takrat. Ja, priučil bi se. Ne bi mu bil niti dokler. Ja. In se tega zavedel in se nisem bil pripravljen brukati pred vesoljno Slovenijo, da zdaj za Miranom Malešičem jaz sprašujem in bom to s Pop TV-ja odkomentiral Formula 1, tako da bo to dobro. In sem rekel, ne bom, poleg tega pa moj svet je MotoGP, a veš, to obvladam, tle sem doma, to delam z veseljem in sorry guys, ampak me ne zanima. In je bilo poleg, kako to misliš? Pa seš imel boljšo plačo, pa več denarja boš dobil, pa vse skupaj. Se rekel, vem, razumem, sam ne štekate, jaz tega ne delam zaradi denarja. Mislim, do neke mere že, ti že moraš preživeti, ne moraš biti lačen doma pa delati nekaj. Ampak ni bil pa to osnovno vodilo nikoli. In je bilo tako, da sem takrat dvakrat so me klicali, pa boš ne bom formula, jaz bom delal to. In zdaj, če tega ni več, pol jaz tam nimam kaj iskati. A veš, in ja, in škoda, in smo se razšli, ker pač niso znali razumeti, jaz mislim, da niso znali, ali pa niso hoteli, ali pa kakšna druga igra tukaj odzadaj, odprta, ampak enostavno pač je bilo, vse bo v redu, tudi tako, folk bo itak gledal, ja, vemo, rejtingi bojo malo padli, to bo zdaj slabš narejen, kar boljš ne more biti, če si doma, to je dejstvo, ampak klej, bo pa cnej, in zdaj pa pač si dobil nek signal, da se bo to zgodilo? Mislim, konc prejšnje sezone, recimo, da bi... Ne, ravno obratno, to je pa najbolj hecen, da so še decembra na Popu pogovarjali, ker so oni prišli z neko idejo, če bi jaz to za njih naredil na ključ, tako v tem smislu, daj ti to vse prevzem, pa imej svojega snemalca, pa svoje novinarje, pa povej, koliko bi to koštalo na sezono, pa naredi tako, Celo o tem smo se pogovarjali, in potem smo nekako ugotovili, da
A veš, neko televizijsko oddajo ali pa neko tako oddajo, ki je vnaprej posneta avtomobilistično, jaz jutri naredim na ključ. Pa tudi verjamem, da jo znam dobro narediti. Sam to lahko narediš tako, da posnamaš vse skupaj, pa zmontiraš, pa nekomu prineseš na ključku, pa rečeš tole predvajajte. MotoGP, ki je pa čez vikend, pa ki gre v živo, pa ki imaš v soboto kvalifikacije, pa ki moraš v news zvečer delati prispevke, pa ki moraš včasih v četrtek ali pa v petek šele na dirkališču posnet prispevek, ki ga bo v Ljubljani v soboto nekdo zmontiral, da bo v nedeljo šel v živo, tega pa ne moreš delati na ključ, oziroma saj terensko ekipo lahko imaš recimo zraven na tak način, ne moreš pa v kompletu tega delati na ključ, ker še vedno rabaš režijo v Ljubljani, pa tonce, pa montažerje, pa vse skupaj. In smo pa rekli, ok, da je to mogoče, kva pa vem, dajmo kar pustiti tako, kot je bilo. In smo imeli celo deal pravzaprav zmenen, da delamo v podobnem formatu, kot smo delali zdaj zadnja leta. Dokler ni pač nekega dne prišel nek mail, v katerem je pisal, da moramo imeti nujno sestank, ker se obetajo produkcijske spremembe, kot je pisal, in ker mi je bilo že jasno, da to dač dobrega ne bo pomenil, in da bo to eno jebo spet prinesel, ki sem jo imel, kot pravim, zadnjih 6 let, vsako zimo smo se s tem šli, a bomo še delali, pa na koliko dirk bomo šli, pa kdo bo zdaj te stroške plačal, pa tako naprej. In na kar so seveda mene tam seznanili, da pač da se to dela od doma, da pač novi lastniki insistirajo na tem, da je treba zmanjšati stroške, budžete in da bomo ostali doma. Kljub temu, da imamo neke kabine tam na dirkališču tako ali tako plačane in so zdaj prazne, ampak smo pa ostali doma. Tukaj ne gre samo za degradacijo novinarskega poklica, vsi vemo, tudi mi smo trobili že 100-krat, kaj pomeni človeku, če nas nekdo povabi nekam v tujino, nekaj pelat prvič. Ne zato, da to nisem volan prijeti roke. Ne zato, da daš ti kurac na mizo, pa rečeš, zdaj sem pa ta prvi pelat avto, ampak zato, ker sediš z inženirjem za mizo, pa z oblikovalcem, pa z unimi, ki so se jebali in zveš toliko enih stvari, to sem zdaj že tretjič po moje govorim, ker ti pol pridejo prav še 1 ali pa 2 leta, pa čez 10 let, zato ker s tem bogatiš vse, kar veš, pizda. Ja, pa tudi hype imaš čisto drugačen. Če ti delaš kot televizijski komentator, ki si tam v kabini nad boksi, ki to z motorji zaropotajo, ki je to ogrevalni krog, ki vidiš 100,000 folka na tribunah, ki ti usrkaš to atmosfero in podoživiš ta adrenalin, ti ne moreš ostati hladen in to komentirati tako pogrebno, ampak ti da nek boost, veš, in se to iz vseh teh stvari dejansko čuti. Poleg tega smo si mi v začetku MotoGP-ja mogli svojo publiko zgraditi, veš. Tako kot ste vi mogli prek Instagrama shajpati toliko ljudi, da so followali, pa da imate danes nek resen rič, tako smo mi začeli praktično z nule takrat z MotoGP-jem, veš. In smo bili nowhere near Formule 1, ki smo jo pol v parih letih najprej ujeli, pa tudi konkretno nascali, z ratingi. In smo delali, zato ker smo delali dobro oddajo, s celo mojo ekipo, da nama pomote, ker zmer, ker sem jaz pred mikrofonom izpade, da sem jaz to vse sam naredil, absolutno ne. Imel sem super tim skozi sabo in sem jim neskončno hvaležen za 16 res hudih let, ker smo naredili neko zgodbo o uspehu. Veš, da so prodorni večkrat podarili, da imamo mi enega najboljših ratingov na svetu v smislu MotoGP-ja glede na število prebivalcev. Imeli smo majhen trg, 2 milijona, ne moreš se primerjati z Italijanom ali pa Špancem, ampak vseeno, delali smo pa to ekstremno dobro in jaz mislim, da smo delali tudi gledljivo oddajo, ki je bila narejena na terenu. To pa pomeni, da smo bili tam, da smo imeli neko fajn reportažo iz kraja, ki je gostil dirko, pa da smo si zmer kakšen hec zmislili, da smo šli tam v Toskani neke šnicle peč, pa da smo šli mogoče flamenko plesati, pa da smo šli, ne vem, whatever, you name it. 16 let smo iz petnih žil vlekli neke ideje, da smo si vsakeč nekaj novega spomnili. Da smo bili tam, da smo imeli intervjuje, da smo tam Rosija, Lorenza, Stonerja, največja imena tega športa, tako rekoč za ušesa vlekli tam po pedu, kje bo kdo sedel. Presežem, da sem jaz to raje videl, ker samo dirko mislim. Da sem imel tam skubo, ki je krok naredil, postezi z motorjem, pa zraven to razložil. A veš, to je bil na koncu dneva nek format, ki smo ga deloma povzeli po formuli, ki je že takrat bila na popu in je Miran to zastavil, za moje pojme super. Malo smo pa pol ene stvari še nadgradili. In da smo delali prav, je bila meni potrditev predvsem v tem, v tem, da je bilo super gledano, da je bil MotoGP skoraj da vsako nedeljo med top 3 najbolj gledane oddaje slovenskih televizij, čeprav je bil na sporedu ob 2 popoldne in ne ob 8 zvečer v nekem prime timeu, kar ti narekuje televizijsko gledanost.
Ampak tudi v tem, da sem videl, da so nas časoma začeli drugi na nek način kopirati, kar se mi zdi super, ne? Kar se mi zdi tudi prav, ne? Da ni bil smučarska tekma, da se ni začel prenos na nacionalni televiziji smučarske tekme, tako kot včasih s prvim unim, ki se je spustil po strmini, ne? Ampak da so imeli tam že malo udajce prej, pa da so tam že pokazali unga serviserja, ki smučke maže, ki je v 5 zjutraj vstal, ki je bila še noč, pa je začel dile peglati, ne? za naše smučarje, pa da so tam pokazali, kako ekipa v hotelu funkcionira, pa da so pokazali stezo, pa se je en s kamero spustil dol po pisti, pa je malo pokomentiral tam med količki. Skratka, v bistvu smo bili kukar tok, saj za slovenski trg, pa se zagotovo nek lider v smislu tega, ali pa nek trendsetter, ne. Saj prvo polovico mojega dela na popu. Pol so pa v resnici stvari začele pešati in jaz sem na to večkrat opozarjal, ampak zato, ker nismo nič nadgradili. Pol smo obstali na neki točki zadnja leta in je bilo vsak let vse isto, kot smo delali prejšnja leta, samo za malo manj. Zakaj? Ker ste padali v rutino ali ker ste bili omejeni z... Mislim, ti itak padeš v neko rutino, ampak tudi nobenega puša nismo imeli v tem smislu, da bi kdo rekel, dajmo več, pa boljš, pa kaj, zato ker to je bilo pol takoj malo dražji, ne, a veš, in je bilo skozi malo, ne, pa dej se v redu, se tisti narabte, pa bomo, ja, pa dobro, vem, da ne bo tako, sam bom malo cnej, a veš. In ti rabaš nek puš, ne? Ti že tako padeš v neko rutino in jaz bi si želel, da bi nekdo tudi kdaj rekel, fantje, tole pa ni bilo v redu, to ste pa za en kurc naredili, to pa lahko boljš, ali pa da bi te kdo pohvalil, pa bi rekel, to je pa fajn bilo, ne? Da bi tako delali v tem sistemu, a veš, v tem smislu, da imaš nek nov izziv, ker ti pa moraš iti skozi nekaj naprej. A veš, ti, če ne narediš enega koraka vsak let, če narediš enega koraka naprej, si v bistvu naredil en korak nazaj, zato ker te drugi lovijo. Se pravi, če stagniraš, pa če stojiš na mestu, v resnici nazaduješ. Ne? In to je bilo naše, kakor toliko vodilo, da smo si želeli delati dobro. Imeli ful nekih idej, še drugih, bi sem si skozi želel vsa leta, da bi pa nam to ni ratalo speljati, spet ne pitaj zašto, ne, ampak da bi imeli reporterja, ki bi bil se sposoben, kjer bi imeli možnost, kot imajo druge televizije, da se nekdo iz pedoka, iz boksov uživo vklaplja med dirko, da nekdo tam pade, ne, jaz sem gor v kabini in imamo nekoga letečega reporterja, ki gre do Yamahe in tam vpraša šefa moštva, zdaj ima rebra polomljena, ali mu ni nič, ali se je obil, ali karkoli. In to bi dodali, recimo, k našim prenosom in si želim, da bi to nekoč videl na televiziji, tudi če mene ni več, ki bi rad gledal dober produkt. Če to spopa kdo poslušal, ki dela ta, ki posluša vaš blog, bom ful vesel, če bo zdaj to iz Inata naredil, samo zato, da pokažejo, da zdaj lahko mene ni več tam. Škoda, prej sem začel z degradacijo novinarskega poklica na splošno, to je tak zelo šamar, kar vsem, ne, ampak vse temu pol neizbežno sledi tudi degradacija vsebine, ne? To pa pol vpliva na ljudi, ki spremljajo. A ti si ki razmišljal, a pa sej nimaš to kje razmišljati, ni to tvoja naloga, ampak a si že začutil kakšen odziv od kjerkoli, bom rekel, publika ali pa to? Sam kva mi to zdaj pomaga, veš, jaz nikoli nisem furil na neke stare zamere, pa na nekom, kačem, jaz grem zdaj naprej, jaz moram zdaj sebe gledati, pa da naredim kaj fajnega, pa da naredim kaj drugega na televiziji, ali pa kjerkoli druge, da se grem nekaj na internetu, pač mislim to za nazaj, ja, valjda te folk kliče, zdaj v Portimao, ko sem bil, telefon mi je brnel, skozi cel dan, še posebej, kaj dirka enkrat. Kaj pa te ljudje iz pedoka? Po mojem sem dobil 150 messagev, sporočil, nekega suporta, ful hvala vsem, ki ste pošiljali, mi veliko pomeni, ampak, a veš, mislim, kvačem s tem, nisem. Zdaj, to je pač neka uteha moja, da smo delali neke stvari dobro in da ljudje to pogrešajo, ampak na to se zdaj res ne mislim furati, ker to si polk, mislim, brez veze, ne, na neko staro slavo živeti, nimaš nič od tega, ti moraš v življenju delati nekaj, kar te veseli, pa iti pol z nekimi novimi projekti naprej, pa probati narediti neke stvari dobro, tako kot smo pokazali, da znamo. Ne. No, kaj pa v pedoku? Mislim, v pedoku tudi, veš, da so ljudje presenečeni. No, zadnje smo bili mi tam le 16 let. To, a veš, jaz še prej, ker sem delal prej še za Cajtange, se pravi, jaz nisem začel v pedok pa na dirke hoditi z dnevom ena na Pop TV-ju, ampak zelo intenzivno smo bili pa seveda s tem televizijskim delom tam prisotni, ne. In je bilo za marsikoga šoko, kako, kva ne delaš več, pa ja, ne, pa pol vsakemu razložiš zgodbo, sam kima z glavo, ker to se mi zdi kar poznan format ali pa kar klasična zgodba, ne sam v Sloveniji, ampak še marskije drugje. Ne. V želji po nekem blaznem kapitalskem napredku, uspehu, dobičku, ne, se pač začnejo dogajati stvari, da se začne to
to delati tako, kot se je. Ampak malo kdo pa razume, da to potem na nek način tudi vodi v konec vsega skupaj. Ne? Ker pač na dolgi rok se ne bo od jutra naprej gledanost MotoGP-ja manjša. Meni je bilo to vedno jasno. Valjda, da ne. Ljudje bojo gledali, ker jih dirke zanimajo, pa kjer drugje nimajo za gledati. Ne? Sam uslabil si produkt, ne? Naredil si ga slabšega, namesto boljšega, ne? Naredil si slabšo oddajo in posledično s tem, a veš, bo pa ljudi to manj začelo zanimati in jih bo bolj zdolgočasilo, ker to ni več tako fajn narejen, kot bi lahko bilo. Ta krivulja ni tako, ne? Tako, kot ni zrasla čez noč, tudi ne bo upadla čez noč, bo pa padala, to je pa dejstvo. Ne? Še ta problem imaš itak, da bi zdaj mogli delati boljš pa več, zato ker nimaš močnih likov pa hudih playerjev, Rossi je šel, Marquezu ne gre dober, ne? Se pravi, nimaš teh res karizmatičnih imen, teh velikih dirkačev, ti neki Peko Banjaja, Fabio Quartararo, to so bolj neki polite fanti, ki so previdni v svojih izjavah in se noben noče nobenemu zameriti in vsi so kao frendi. Ljudje pa tega nočijo, veš, ljudje pa tega namarajo, ljudje pa rabijo fight. Vse to se nam je pokazalo tudi v ratingih. Lanska sezona v športnem smislu za moje pojme je bila odlična, izjemna. Imel si boj za prvaka odprt do zadnje dirke. Imel si 9 mandelcev, ki so bili sposobni recimo zmagati na vsaki dirki, tako rekoč vsak proizvajalec motorističen je imel dovolj konkurenčen motor celo za zmago. Ne? To je noro drugače. Pred začetkom dirke nismo mogli napovedati, kdo bo prvi, drugi, tretji, razen če si uganu. Lahko se je bil še tak car, še tak strokovnjak, so vsi falili, zato ker je bilo res tako na glavo in za moje pojme nikoli boljšega ali pa bolj zanimivega prvenstva. Ampak se ti bolj na koncu pa izkaže, da to v resnici ni to, kar bi raje rada. A veš, mi smo imeli pa najboljše ratinge Sky High, vsi so gledali, ker sta se Marquez pa Rossi brcala tam po Maleziji pa se pluvala med sabo na tiskovni konferenci. Včeraj sem gledal dokumentarce. A veš, to je... To ljudje iščejo. Dva močna imena sta dovolj, ker sta ful skregana med... Se žalosten to, da je to tako v resnici, ampak lej, toliko smo nahajpani očitno z nekimi temi reality šovi, skreganjem, z vsem skupaj. Vse formalisti. Da rabaš dva, ki sta res močna, karizmatična lika, ki se bosta med sabo potolkla in bo to ljudi zanimalo za unih ostalih 20, tam, ki se vzad pelejo in pa pravzaprav sploh ni pomemben. Ne? In zdaj, kad tega nimaš, ne, pa bi rad delal dober produkt, da bo to celo Slovenijo zanimalo, ne, ti pa moraš zaobjeti celo Slovenijo, samo motoristi tebi niso dovolj. Ne? A veš, je pa po mojem mnenju še toliko bolj pomembno, da delaš dobro oddajo, pa da delaš fajn stvari. In zdaj imaš v soboto eno kratko dirko, ne? Moja ideja je bila, da bi še pred sobotno dirko rabili eno kratko oddajo, da lepo pripeleš noter, pa da malo poveš, kva se v petek zgodilo na treningih ali pa na kvalifikacijah. Ne? No, na koncu je pa zgodilo, da še tega ni, da še ti Moto3, ki so super dirke, ki je bil čas, ki smo ga delali za internet, je zdaj kar brez komentarja gre v eter, kar mi je nezaslišano in me žalosti to. Ne. Sej, v bistvu to ni več moja stvar, ker nisem danes več tam, ampak žalosti me pa, da gledam downgrade, a veš, nekega projekta, za katerega sem živel 16 let in sem res poscal kri, da sem ga naredil dobro. Malokrat izkoristil svoje prijateljske veze, svoja poznanstva, da smo prišli nekam zraven, pa dubelj neki, kar drugač ne bi, ker smo bili pač, se veš, kaj smo Slovenci tam v neki mednarodni sceni. Ta zadnji neki Rusi v končni fazi. Ne? Noben čistočen ne ve, s kje pravzaprav prihajaš, pa si Slovak, si Slovenc, ne? A si kaj, kot trg si čist nepomemben, ker nas je 2 milijona, ne? Za motoriste sploh, ker se motorjev čist premalo prodal v Sloveniji. A veš, in tam so bili najprej Španci, pa so bili Italijani, pa so še kakšni Nemci, pa še kakšni Francozi, te nacije, ki nekaj štejejo v smislu motorističnem, ne, imajo valjda prednost, ker če imaš ti dirkača, ki bo dal sam 5 intervjujev, si ti pol ta 6 ali pa ta 7. Ne. Sami z našo ekipo, z našimi novinarji na popu, ker smo bili spet ista zgodba, toliko časa v pedoku, ne, pa toliko let zraven, pa ker smo bili cool, pa friendly z vsemi, ne, smo pol na koncu vedno tudi vse ti izdubili, kar dobijo oni tam močni. Ne. Ampak sam na račun tega, da smo bili tam, pa da smo dobro delali, pa da so videli, da kar Rossi naredi motocross dirko, pa smo mi s kamero tam. Pa Rossi gre v Monco na rally, pa smo mi tam. Pa ima Rossi karting dirko, pa smo mi tam. In pa smo prišli Rossiju na ranč, pa Hunmu domov, pa Temu domov, pa Kevinu Švancu, pa Hojno Rejnju v Kaliforniji na njegov ranč, pa lej, you name it, bili smo posod. Mi smo, če gledaš po cifrah, kar najmanjši otok v Indoneziji. Ampak, veš, oni so pa v pedoku pustili tako tis, da vsi vejo za njih. Kako je bilo pa gledati dirko na ovinku? Meni je bilo težko, zato ker sem navajen to komentirati in mi je bil čuden feeling, mimune kabine moje sem hodil, ki ima še vedno moj Rejs Cafe Raca logo gor nalepljen na Unipopovi tabli. In mi je bilo bedno po eni strani, po drugi strani sem pa
vsaj preživel vikend v Pedoku, po četu s frendi, z vsemi, ki sem tam cel življenje z njimi hengo in delo in mi je bilo luštno vreme, bil top. In imel spet eno izkušnjo, ki sem že skoraj malo pozabil, kako je gledati štart pa ogrevalni krog, ki cela skupina preleti v krog ovinka in sva skupaj ostala tam zgori na unem ovinku, ki je pol Marini užgal, pa kdo že, mislim, da Martin. V glavnem in je bilo amazing, ker si ene stvari v živo vidiš drugače na televiziji. In že prvi krog, ko so v krog preleteli, so oba skupaj rekla Marquez, ni šanse, da odpele dirko. Ne. A res? No, da je to me zanimalo. No? Ker, absolutno. Jaz sem si rekel, je to samo ena napaka, ki jo človek naredi. Ne, to je bilo jasno že v soboto na sprint dirki, ampak una dirka je bila krajša. Tista dirka ima pol manj krogov in tam je lažje zdržati, če si čez limit, veš. Ne? In tudi guma, drugače obraba gum in vse skupaj. V ta dolgi dirki v nedeljo, ko so preleteli ta prvi krog okoli, si videl absolutno razliko v vodilni skupini med vsemi ostalimi, ki so se prepeljali z unimi Ducati ali pa z Aprilijo po tračnicah. Marquez s Hondo, polna pista ga je bila, od enega robnika do drugega. Motor je uvijal, une preleto čist po komovcu, čist po rami, še enkrat hitrej, občutno nauč hitrej na bremzanju noter, ampak je v enem ovinku 3krat popravil, da ni padel. Ti si videl, da ta motor ni sposoben ritma Ducatijev pa Banjaje spredi, ker je motor zdaj toliko slabši ali pa toliko, Ducati je toliko boljši enostavno, da se se je pripeljal relativno safe, ne? Relativno. Prišel z bremzo, naložil dol prestave, nagnil, motor je bil meren, iz ovinka van je odprl in ga je sami strelil ven. Kaj je pržagal Marquez, so šle meni kocine po koncu, ker sem vsak ovink mislil, da bo žgal. To je drsel, to ga je zvijal, to je na bremzanju je bila drama, pol v ovinku je dvakrat popravil, pol še z ovinka ven, je hotel motor raztrgati in si videl, da dec ščije kri in da se pele preveč. Prehudo, zato da lahko drži stik z vodilnimi. In je bilo jasno, da to 25 krogov na vzdržali. Jaz sem sicer mislil, da bo zdrsno, pa da se bo sam zavalil. Nisem mislil, da bo tam se strelil še pa unih zraven, ampak je bilo pa evidentno, da in je res hud, hud je nehumano. In kdor saj približen malo spremlja motociklizem ali pa dirke, pa pustimo zdaj, jaz nisem res diehard fan Marqueza, nikoli bil ne Rosija, čeprav sem se naposlušal enega in drugega, ampak ne moreš reči, da ni človek nor in da ni mega talent za peljati motor, ker tako, kot se on pele. In po eni strani sam sreča za MotoGP, da je Honda zdaj v takem stanju, kot je. Ker če bi pa Marquez sedel na tem istem Ducatiju s to isto formo, bi bilo pa itak toliko bedno vse skupaj, da bi se jim odpeljal za pol kroga na vsaki dirki in bi bilo res mučno gledati, ker bi šel prehudo. Najboljši del dirke je meni tisti una cool down soba, po dirki, ki so tam, pa jih kamera snema, pa se oni četajo med sabo. Ja. Tam sem dobil mal feeling, ko so se oni trije pogovarjali, da imajo Marqueza tako mal za luđaka. Se je. Sam to, ti moraš tako biti na svetovnem prvenstvu. Vsaka druga je bila, kako ne vem, kaj rečejo, madre. A veš, mislim. Pačuno so videli se, da je tako, ta ni normalen. Zato, ker je bilo vsem jasno, kje so bile vse ostale Honde, nigdje, v zadnji, in je motor zdaj pač enostavno ni dorasel Ducatiju, to je jasno vsem. In če se je on hotel z vodilno skupino peljati, je bilo njemu jasno, da gre, včasih so rekli, v JNA temu, pukovnik ali pokojnik. In ga je zavalil in je bilo jasno, da ga bo vrgel na tribuno. To, kar je bilo preveč vse skupaj. Ampak on ne more svoje kože, poškodovan, ne poškodovan, ker se enka dirka začne, oni se tam v timu tudi zmenijo, da mogoče na avšu čist na full, pa da mogoče tudi v redu, če se tretji prepele, sam dec ne more. On, ki štarta, ki je zelena, pade mu zavesa, film na oči in gre punim. In je samo dve opcije, ali bo na štenkcah, ali bo pa razbavne. A pa misliš, da bo ta napaka kaj spremenila? Niti slučajno. Ne bo? A veš, kad tisti trenutek, ko se pa zave napake, je pa tako čist drug človek. A veš, mu se gre upravičevati. Ja, v redu, se športnik, izjave so pol take, seveda, ker je športnik. Ja. Ampak ne bo ga pa to spametvali. Ne, mogoče prej obratno, še bolj ga bo razpizdila. Ne, absolutno ne. Veš, to ga pa poznam, jaz sem ga spremljal celo kariero. Od ta najnižjih klas naprej, pa do Moto2, pa spomnim se stvari, ki jih je počel z motorjem. On jih ni sposoben nobeden. Da mu zapre balanco, pa drsi s prednjim kolesom, že tako rekoč je padel, pa drsi, pa pobere motor, pa se odpele naprej. Kaj je naslednja dirka? Argentina, ta vikend.
Da mi povej to fora. Kaj je fora, da začne v Evropi, pa grejo pa takoj čez, pa spet v Evropi? Ja, veš kaj, letos je bilo drugače. Sezona se tradicionalno začenja v Katarju, z uno nočno dirko, ampak v Katarju prenavljajo dirkališče in bojo cele bokse na novo naredili in vse razširili, ker bi radi imeli Formulo 1. In dela na stezi niso končana, bojo šele čez poletje, zato so izjemoma letos predstavili Doho, se pravi veliko nagrado Katarja, na pol kasnejši termin. In so mogli sezono nekje začeti. In so začeli v Portimao, po mojem, zaradi tega, da se začne to vseeno v Evropi, ker ipak je ta šport v Evropi najbolj na nek način doma. In so štartali v Evropi v Portimao, pol je pa druga dirka po koledarju Argentina in letijo pol čez. In pol iz Argentine vse skupaj preselijo direktno v Austin, v Ameriko. Ne. Ampak ta Portimao pa vedno rešuje vse, in formulo, in... Ja. Huda dirka. Mislim, huda pista. Sem bil jaz tam, ker te piste še ni bilo, ker so začeli zidati in so še enkrat delati spet neki za Pop TV, takrat v začetnih letih, moja tam malo kamerco pod pajsko in grem jaz v lastni režiji posnet to. In so bila dol z mojo punco takratno in sem najdel te dva tipčka, ki sta investirala v to stezo in sem naredil z njimi neke intervjuje in sta me naložila v enega terenca, v enega pajerota in sta me pelala po blatu, pa po hosti tle, kjer bo pista. Oni so že z bagri ril, delali to stezo, layout steze je bil že narejen, ampak nobenega asfalta, ta glavna tribuna, ta velika betonska je že stala, to so že imeli postavljen, pa pedok so že zidali, ampak še vedno je bila to hosta, pa blat, pa lukne, pa luže, pa smo se tam vozili, pa mi on razlagal, tle šla steza gor, pa bomo pa tle zavili, pa smo šli cel krog okoli v bistvu še po blatu, pa po makadamu, preden so sploh stezo naredili. In je fantastična steza, ampak tako, kot praviš, vedno se morajo na neki pošlepati, ker tudi Portimao koledarju za MotoGP ni bil, dokler se ni korona zgodila. Pa so pa rabili dirke čim bližji, pa tle zraven Jereza je to, pa tako, pa je bilo v Evropi, pa so rekli, da bomo pa kar Portimao dali. Tržno niso zanimivi, a veš, steza je vrhunska, Stari, jaz sem to pisto parkrat pelil, pa gor, pa dol, pa slepo vink, stari. Steza je bolano huda. Zadnji predciljno, ki se odpira na ciljno, koliko je hud. Ja, lepa steza, prekrasni kraji, vreme imaš dol dober, toplo je, v morju si, top, mislim, absolutno top, ena boljših dirk za moje pojme, tako v tem smislu, za iti pogledati je absolutno Portimao. Prej si rekel, da šport, mislim, po mojem, vsak šport potrebuje, dva, ki se mogoče malo nimata rada. Mislim, dva ali pa tri ali pa več, ampak to rabimo, rivalstvo. Ampak hočem reči, a je kdo zdaj up and coming, a je kdo, za katerega bi mogoče rekel, ta bi pa znal biti, a veš, počas zdaj leze gor. A veš, da so me danes, to je ta tretji intervju danskega imam, pa vseh treh so me to isto vprašali. Pa ti ne znam odgovoriti, veš. Ne, se je zanimivo. Zdaj, da bi videl nekoga, da je toliko hud, kukar je bil v teh začetnih časih Marquez, ali pa Rossi, seveda, da ne pomote, sam gre za različne generacije na vse zadnje. Pa Simoncelli, se spomniš? Ja, pa Simoncelli je bil dober, ampak ni bil tak ekstrem. Bolj je bil šmeker, Ti se moraš spomniti Marqueza v ta najnižji klasi v Estorilu na Portugalskem, ki je v ogrevalnem krogu užgal, ki je bilo mokro, pa je prišel v bokse, pa so mu motor popravili do štarta, pa je mogel iz boksov štartati dal z vsemi, pa jih je vse polovil, pa zmagal dirko. Pa se spomniš Valencije, ki je Moto2 vozil, ki je bil kaznovan, ki so mu dal kazen štarti zadnjega mesta, ki je štartil, ki je v jugu med vsemi, tako da to si pogledaj na YouTube, mora biti kje na netu še ta dirka gor. On je bil v parih krogih v vodilni skupini, seveda pol tudi easy prevzel vodstvo in zmagal dirko. Ampak to se je tako pelo, da so oni kar gledali, kva se dogaja, ker med njih par letu jih je po 4-5 v enem ovinku prehito. In tega kalibra dirkača Rossi, Marquez, pa še kdo, seveda, da ne pomote, jaz v tem trenutku res ne vidim. Polagal ful nekih upov na Pedra Acosto, ki je bil hud v Moto3. On bi mogoče lahko, če bo letos dobro sestavil tole Moto2 sezono, pa šel pol v MotoGP. Sicer ti pa ne znam reči, da bi bil nekdo, ki bi tako blazno izstopil, ker ti si imel v zgodovini resno par likov, ki so bili res hudi, absolutno Casey Stoner, je tle mogoče dirkač na Marquezovem nivoju v smislu tega, kako se zna z motorjem pelati, kakšen ima feeling za motor, kako čuti motor in koliko je talentiran za pelati se hiter. Sam on pa ni imel glavo toliko recimo pospravljeno in ga je psiha izdala in je počepno tem vsem pritiskom dirk
javnosti, novinarja, vsega tega, tle se je zlomil, tle ni spelo in to zdaj tudi sam prizna in pove, da mu je to prehud breme. Ne. Se ima še zdaj neke težave, to sem poslušal. Ja, dobro, pa je še neko bolezen faso, neko intolerantnost na kvaženo laktozo ali neki tazge, pol ga je še tisto udaril tako, ampak on že tako, načeloma ni bil, se mi zdi, da psihično ni bil tako močen, kot bi mogel biti, kot je recimo Marquez, veš. Ampak absolutno pa nenormalno dober talent. Mislim, on je imel res tak feeling za motor, da bi, mislim, za moje pojme, Valentino Rossi je meni lik in car in je naredil za ta šport enormno velik, mislim, največ in približal MotoGP ljudem, ampak v smislu tega surovega, brutalnega talenta vožnje motorja pa Marquez pa Stoner absolutno sta hujša. No. Zdaj je za Krapovičem sodeluje Honda, ne? Ja, od letošnje sezone naprej, to smo vedeli že lani, pa nismo smeli povedati, ker je bila to stroga tajna, pa sem težko držal jezik za zubmi, da nisem v kakšnem prenosu bleknil. Ampak nismo. Ja, in zdaj tudi Honda, ki je daleč najbolj zahteven partner v MotoGP-ju in ima daleč največje zahteve in normative in je res težko delati z njimi, kot mi pravijo fantje pri Krapoviču, in so prišli tudi oni na to, da če imeti hud motor, da rabijo Krapovičev auspuh in je to za Brenta Krapoviča absolutni menik, tako v tem smislu res še en dodaten štempelj nekega priznanja, da so res hudi in da so vrhunski. Pa kje pri Hondi škripa ta trenutek? Kaj misliš, da je težava? Veš, kje je pri Hondi škripa? Honda je ogromna firma in to Japonci imajo stvari zelo urejene in sistematsko. Oni so preveč rigidni v tem momentu, tudi sami to priznavajo. Pri Ducatiju je tako, tam sam odloča Gigi Dall'Igna, dobi neko idejo, nekaj naredijo, probajo, če dela, bojo to jutri na dirki pelali. Sam, če je motor malo hitrejši, to imamo, to uporabljamo. In hitreje odreagirajo na vsako stvar. Pri Hondi začnejo nekaj razvijati in imajo neko idejo, ki se mogoče zdi v redu, ampak oni bojo potrebovali pol leta, da bojo to izpopolnili, stestirali. Najprej na 350 km, pole bojo šli na 700 km, a to zdrži, pa bojo šli na 1300 km. Pri Ducatiju bojo dali nekaj na motor, pa bojo probali narediti 1500 km, če to zdrži, uporabljamo to na dirki. Pri Hondi grejo step by step. Pa morajo vsako stvar 600 ljudi podpisati, pa mora direktor to odobriti, pa imajo sestank, pa se spet dobijo, pa se zmenjajo. In oni so toliko velika firma, toliko so previdni pri vsaki stvari, da ja ne bi na dirki kaj crknili, recimo, ker bi to lahko bil slab imidž za brand. In tako delajo Japonci, ja, veš. In so veliki in so rigidni v tem smislu, da prevedo, ko vse skupaj traja. In preden oni neki odreagirajo, je lahko tudi en let ali pa ena sezona mem. Pa itak ugotovijo, da tisto, kar so v bistvu sprojektirali, pa dajo to Marquezu na motor, pa on naredi 3 kroge, pa reče, tak je štel ni v redu, veš. Pa gremo jedva spet jovo na novo cel postopek čez. In pri njih to vse čist predolg traja. Ena Aprilia, ki je majhna tovarna, en Ducati, tam je pač grupa 3-4 ljudi, ki sam odločajo o tem racing oddelku in ko se oni usedejo za mizo, pa nekaj zmenijo, je to čez noč pol tiskosno mogoče narejen, naslednji dan lahko to sprobajo, pa če je to v redu, bojo že v nedeljo na dirki pelali. Pri Hondi se to navzgolila, veš. In tle je problem Honda zdaj, da so se malo zaciklali, mašino so zrihtali, top speede, kar imajo, kar pomeni, da so ujeli Ducati, saj pomoči motorja, ampak se pa motor ne pele tako, kot bi si dirkača želela, ni pravega gripa, ni uprijema in je to očitno problem zdaj, mislim, če bi vedel, kje je to vprašanje, verjetno za milijon, ampak ali več, ampak predvsem okvir se zdi, da je v tem trenutku velika težava. Iskanje popolnosti je dvorezen meč, ne? Ja, itak da je, A veš, pa nekaj narediš, pa nekaj dela se ti pa podre na drugem koncu nekaj, a veš, pa tle uporaba gum, pa letos se to nismo prav veliko, mislim, da ni bilo v tem na televiziji zaenkrat povedanega, da MotoGP prihaja v fazo, kjer bodo od dirke v Jerezu bo predpisan pritisk v gumah, veš, in tle se določene špekulacije s prepraznimi gumami pol padejo, ker je bil pa to ves čas problem, da pritisk v prednji gumi preveč naraste in če se ti voziš v skupini večjih dirkačev, če nisi vodilni, imaš pred sabo, prvič nimaš vetra, se pravi, imaš zavetarje, drugič imaš iz unih auspuhov vrod zrak, in se začne sprednja guma pregrevati, ker se pa guma segreje, pa pritisk naraste na unih predpisanih 1,88 na lahko tudi na 2 in čez, in je konc in motor nima več nobenega gripa in ne moreš ali prehiteti, ali pa pride v novink, pa mu zapre balanco, pa sam zaleže in enostavno ni kaj narediti, Ampak prej so špekulirali, ker so vsak po svojem postopku, svojim transponderjem, timi
bili dolžni to meriti. Zdaj pa Dorna ukinila to in so jim dali enotne transponderje in jih bojo kontrolirali. In boš 80% od cajta med dirko mogel imeti tak pritisk v gumi, kot je predpisan, če ne boš lahko tudi kaznovan ali pa diskvalificiran. In bo to lahko postavilo celo situacijo spet čist na glavo. In kar spet nismo slišali veliko, ker o tem povedanega, vsaj zaenkrat ne, da so pri Ducatiju že na ta prvi dirki že na testiranih golfal, ki so imeli že bypass narejen za to in so imeli v bistvu gumo v gumi, veš. Pri ventilčku, ki ima od spodaj transponder, ki kaže, koliko je pritiska, so imeli eno mini zračnico. In uno zračnico so nafudali na pritisk, ki je predpisan. Ostala guma je bila pa prazna, oziroma preprazna. Se pravi, je bil pritisk pod dovoljeno mejo. Kje se bo Japonc tega spomnil? Japonc se tega ne spomnil, niti mu njegova čast in ugled in razmišljanje ne dovolj, da bo poiskal nekaj, kar je mogoče en obvod dirkaškega pravilnika. Italijan se je pa to spomnil, Gigi Dall'Igna se je spomnil, ok, mi imamo pritisk tak, kot je treba, ampak sam tam, ne okrog ventilčka. In sam so jih prodorni skužili, pa so jim pol to prepovedali, tako da je to padlo v vodo. Ampak razmišljajo, za vsako stvar imajo takoj idejo in probijo takoj izjebati ostale za nekim trikom, ki se ga nekdo drug ni izmislil. Veš, Gabriel, to so zgodbice, ki jih je treba pred dirko povedati. Veš? Pa se točno to ti govorim. Dirka sama je dirka, saj je zanimiva, ampak veš, to je žmohtne. Razen če tle, kad dirka laufa, mi tle sedimo, prva gledamo na televiziji in to komentiramo. Stari, da gremo računati v stopnino. Utišamo tlele pač komentatorje, pa Gabro damo mikrofon. Tle prideš pa do enega stari live, evo, imamo. Tle prideš pa do enega zelo slovenskega problema, da ti pa če ne bo za tako stvar pripravljen, kaj dosti plačati. Veš, to je pa v Sloveniji to je pa res. Velika jeba, kad čim povedeš neko naročnino, da so preživel ali pa da boš delal neki fajn, pa dober, pa da boš od tega neki zaslužil, pa vsak reče, pa kvam je to. Čim si enkrat dal to zastonj, je v redu. Dokler gledaš zastonj dirko na televiziji, pa ti vržejo 3-krat vmes reklame, bojo vsi pizdali, zakaj moram gledati več reklam, kot dirke. Ker noben razume, da mora te prenose nekdo plačati v resnici. In vse te pravice in vsa ta potvanja in vse skupaj. Če hočeš gledati na internetu brez reklam, celo dirko, pa brez prekinitev, pa še vse proste treninge, pa še 100 drugih nadaljevanj zraven, pa smešnic, pa tega, moraš plačati unih 4, 5, 6, ne vem koliko je evrov naročnine na mesec. In si tega, to so 3 kave recimo, ali pa 4. In si vse te nesnage, teh oglasov in tega vmes. Ampak što pa ne bo ljudje naredili. Sej isto je pri podcastu, če smo čisti iskren zaradi tega, ker, veš, itak je. Mi smo čisti iskren bom, na začetku smo ponudili podcast brez, zdaj sem zatrokiral kot Tomacu. Malo svečko pobrusati pa. Zdaj smo vklopili monetizacijo, ne? Ja. In se pravi, da ti vsake toliko cajta uleti ta 2 sekundi, oglas, ne? Sej niso bile neke pretožbe, ampak vsem se najde kdo, ki ti pol napiše, zakaj jaz moram to gledati, zakaj poslušati. Zakaj moraš pa parking plačati, veš, ali zakaj moraš pa vse nobena stvar danes ni več za stonc, še posebej ne enkrat, ko nekomu daš neki za ston, je logično, da je vedno za ston. Je konc, in ko škoto med 2 evra naročnine, te človek ne bo več gledal, ker vem. Veš, jaz do neke mere ljudi razumem, teh naročnin je zdaj ratal res v božjo malo, veš. Pa bi imel Netflix, pa bi imel HBO, pa bi imel, vsaka stvar je kar neka naročnina, ne. Sam na konc dneva nekdo to dela in ta nekdo, ki dela, mora to preživeti. In on gre na dirko in je tam in to ga stane in če neki približen se nekako pokrit, ne more to biti zastojn, ne, a veš, ker nema džabe ni kot stare babe in to drži, ne, a veš, ne. Tle imamo mi kar resen problem s tem. In bi človek lahko delal dobre stvari, pa hodil v krog, pa delal še marsikaj, če bi to lahko potržil, ne. Pa ni simpel, ne, zato ker je vprašanje, če soš pokril, ne, finančno, ne. Dej povej, kaj si počel, ko se nismo videli? Nekaj si potoval, sem videl. Ja, tako kot vsako zimo sem šel na topel, ker ne maram snega, mraza, oziroma pa to me še toliko ne moti, ampak tisti kratek dan, pa noč ob 4 popoldne, pa vlaga, pa pol kislik sihti tle po Ljubljani. December še nekako spelen, ker so vsi nahajpani, pa so vsi v mestu. Pa motorje ne moč voziti. Sladek, kuhan vin žrejo. Pol mi pa rata dolgčas. Januar, februar sta mi grozna meseca, res.
prvič dirk, zdaj vsa leta ni bilo dirk, mislim, valjda po zim ni, ne. Motorja ne moreš voziti, kaj pametnega ni za početi in pol se rad poberem kam na topel. Vsa leta, 20 let plus smo hodili v Daytona na dirko, ker je Skuba še vozil, ker smo imeli s frendi skupaj tim in smo hodili dirkati v Ameriko, ker je bilo na Floridi toplo, pa lušten, pa še Skuba se je dobro pelil, tako da smo čas še Američane nažgali in celo kaj zaslužili na ta račun. In zdaj pa tega tudi ni več in pol se jaz z gospo mojo evakuiram kam na Kanarce, na Fuerto ali pa zdaj sva bila na Tajskem, pa sva šla malo po Kambodži, pa po Vietnamu. Pa... Ti si je zanimiv zgled. Ja, in bi to delo recimo, zdaj, ker nima več MotoGP-a, mogoče bi pa kaj sem delal, kakšne te popotniške oddaje, ker se mi zdi, da smo to res dobro delali, tudi na razglednico, ker smo jo delali polno reportažo v oddaji pred MotoGP, smo zmeraj probali kaj zanimivega najdati, pa kakšne zanimive sogovornike srečati in se mi zdi, da je za eno dobro popotniško oddajo, recimo tako fajn narejeno, lucidno, duhovito, zanimivo, zabavno v Sloveniji zagotovo še plac. Veš kaj, ti imaš vsa orodja, kako sestaviti vsebino, pol na konc dneva, kljub temu, da veš, kam te srce vleče, ti znaš content skupaj spraviti, ker veš, koliko tega kukunga, veš, kaj bi tebe zanimalo, kaj je zanimivo, veš, znaš oceniti. Sam težko je v poplavi vseh teh, tudi youtuberjev, pa vseh teh jajc danes, je težko je pa biti izveren, veš, da nisi ne hote takoj neka kopija nekoga. Ne. Kar bi jaz delal neke popotniške oddaje, ki so fajn, pa mal futer, pa te stvari, ki me zanima, ne. A veš, sam pol si hiter Anthony Bourdain wannabe, ne. In kad ti nekdo postavi neke težke standarde, je sicer izziv, da bi jih dosegel ali pa presegel, ampak lahko si pa zelo hiter tudi patetičen, ne. Tako da meni se danes zdi, da zelo hiter, če se hočeš iti neko moto oddajo, pa zelo hiter zapadeš v to, da ti kdo reče, da hočeš biti Clarkson, a veš, ali pa da kopiraš Top Gear, ampak neki standardi, ki so visoko postavljeni, ne, tudi če hočeš delati nekaj dober, pa fajn, boš neke stvari težko dosegel. Samaš kaj pa še hujš? Ja, to, da mogoče ti kdo reče, da si kopija, ampak še hujše pa to, ker jaz včasih kaj naredim, ki ni povezan z avtomobili, ali kakšen TV predstavam, ali pa, ne vem, za Instagram naredim kviki, pa enkrat sem pa sam nekaj spekel, pa sem skuhal. Ja. Ker jaz tudi pač jem stvari doma, pa moram kdaj kaj skuhati. Ja, in so te takoj vsi postavili, da pa se zdaj greš. Kako si sploh drzneš govoriti, o hrani. O hrani, pa wow. Ciril in carbonara. Ja. Pa dobro, ampak to ti mora iti čez eno čez drugega ven. Ker pri nas ljudje itak lažje spluvajo, kot pohvalijo. Se to ni samo pri nas, to je po celem svetu ista zgodba. Veš, če je treba nekaj popluvati, jih je takoj več na nekem forumu. Sam ratajo nervozni, zato ker imajo v predalčku, ti si motorji, pika, razumeš? In jaz zdaj sem avti in zdaj, zakaj zdaj jaz tle govorim, imam dal česen noter, kdaj im to vodo še čez dal, da bomo makca. To jim čist fuka sistem. Spet si nekomu dal zastonj dodatno vsebino. Seveda, pa je zanimiv, pa bo mogoče nekdo to naredil, pa mu je fajn, pa it's fun, 2 minute ti vzame, stari, kvaj zdaj? V bistvu vsi profitiramo, jaz sem se imel pa tudi fajn. Ti si pa vsebinca, veš, tebi pa to fajn. Ja, meni je fajn karkoli delati, zato se bom pa zdaj povezal z Kompasom, ker jaz tudi rad vsebino delam, pa sem ugotovil, da ne samo avte, da meni je fajn ustvarjati. Da bi če vidim pa lep zaliv, pa neki turizem, mene je to zrajca. Jaz sem teh svojih storijih, a veš, jaz sem v osnovi po izobrazbi fotograf, ne? In rad fotografiram in rad naredim dobro fotko, tudi s telefonom, ne? In mi je pol tudi fajn, da je objavim, ker se mi zdi, če je dobra fotka, pa če meni všeč, da bo mogoče še komu, ne? In iz tega izhajajo tudi te moje Instagram objave ali pa story, pa v bistvu nisem nek strašen fan tega Instagrama pa teh influencerskih fora, veš? Točno dobra platforma je za to, kar imaš. Ja, je. In z tega naslova mi je včasih zanimivo objaviti en lep zaliv ali pa en motor ali pa en star avto ali počasih tudi taler enega dobrega futra, ki sem ga nekje pojedel. Ne? Ja. In je čist v bistvu neorganiziran, ni zdaj to neki strogo, neki usmerjen. Tisti moment, kar sem danes počel ali pa kar se mi nekaj kulskega zgodilo ali pa kar sem nekaj fajnega videl, to počem in dan gor. Sam to je prednost, ne? Zato ker Instagram je še ves čas to, da si ti imel vse popeglan, še jaz se kdaj to ujamem. Dej sam kdaj pizde pokaže, veš, kaj ti je zanimivo. Jaz počasih se ujamem, da bi, ne, dej to bo ta set storija, to bo to zgodba, veš, kaj jaz sretno od zgodbo od začetka do konca, vod jedel zaključek. Ja. Ne, pa premalkrat, ampak če pa to delaš, kaj ti delaš, pa prej smo govorili o Magnusu Walkerju, ne? On nima nobenega, to je en model, ki predeluje Porsche Kalifornije, se malo ga pogooglite. Ta vsebina je meni tako jebeno osvežujoča, da je meni postala najboljš. Ni enega dodatnega pizda, ne vem, nekega dodatnega razmišljanja, samo pokaž mi. Meni ne, praktično ne. Malo je Ducatijevska.
Zmer lušten delati. Mislim, ker lahko imaš to impro ligo, ne, pa to neki na prvo žogo s telefonom iz žepa, ne. Lahko delaš pa tudi, mislim, je pa tudi izziv delati lepe stvari, se pravi, dobre kadre. To sem imel krasno ekipo firme, slabe scene, frendi moji, ki delajo prima video produkcijo. Poznaš, Matej? Pa ostale. In smo naredili par ful lepih stvari, tudi za Krapoviča smo posneli neki ful lepih promo videov za neke motorje na Vršiču, na Mangartu, če te pogooglali, po mojem še kaj na Tubi gor se najde. Pa delali smo v Ameriki en krasen dokumentaren film, 20-minutni, jaz sem to režiral, pa si v glavnem zmislil stvari, fantje so pa posneli do jaja hodo. Smo delali s Kolinom Edwardsom, ki je postal takrat brand ambasador do Krapovičev, eno tako zgodovino teh dirk pa tega in je bilo top in mi je to ful veselilo in so recimo to stvari, ki bi jih z veseljem delu, še posebej, če pol to res na koncu dobro izpade. Škaj, stari, tudi toliko veš, pa toliko imaš svoj web, da tebi noben ne bi mogel reči, da si kopija česarkoli. Ti imaš ta pečat, tvoja vsebina je taka, kaj mi to pomaga, še zmeraj sem brezposeln dol. A veš, zmeraj je to jeba, ne? Aha, zdaj si pa... Ja, nekaj početi v življenju. Nisem navajen doma sedeti in sem živčen zaradi tega, če doma sedim. Kaj pa od medijev sploh spremljaš? Kaj od medijev spremljam? Ja. Televizijo v glavnem on demand, teh TV programov se mi kar malo ne da bolj, sem bolj na Netflixu, priznam. Vse, kar imam na Instagramu, kar followam vključno z vašimi vsemi temi oslarijami, ki so super in spremljam v glavnem te dirkače motoriste, se pravi stare avtomobile, ne, veš, to, kar je z mojega foha. Veliko na internetu teh internetnih strani, ki so specializirane za motošport. Daj mi povej, kjer Instagram kanali so ti cool? Tako da malo tako, ki mene malo zanima. Recimo, a bi zdaj lahko izpostavil dva, ki ti rečeš, ki vidiš, da je gor rdeč krogat za story, ali pa ki vidiš post, da z veseljem pogledaš. A veš? A je to en dirkač, da grem kar random. Ne, ti dirkači nobenega, kako bi kogarkoli izpostavil, da ima pa res dober Instagram profil. A veš, po lajco, noben ne bo nobenega napičil nikoli, ne, tudi če si nekdo zasluži. Jaz sem danes tle, pa sem povedal to svojo zgodbo s tem nesrečnim televizijskim jobom, tako kot je bila. Ne. In zdaj tudi tvegam, da bo jutri den znoru tamle na Pop TV-ju, ko bo to gledal, ne, ampak mi čisto vsenkrat, tako se je zgoril in bom tako tudi povedal. Ne. Ampak ti moraš kot novinar ali pa kot človek se v nekih momentih hiti izpostaviti. Jaz sem se tudi čul in sem tvegal sansko službo in moj najboljši job, ki sem ga imel na tem svetu, da sem bil MotoGP komentator, da sem nekomu rekel, ne, jaz ne bom doma. Ne. Tudi če jutri to neham delati in sem ga odjebal in sem nehal to delati. Ne. Ampak bi še enkrat naredil isto, razumeš, ker moraš stati za svojimi nekimi temi načeli. In tega pa prav veliko na nekem Instagramu, vsaj kar se tiče dirkačev in njihovih profilov ni. Ne. So vsi, se ti pravim, in to manjka. Ne. Rossi je bil ta zadnji tak, da je Rossi Marquez, da sta se tudi poslala v Maloro, če je bilo treba. Danes vsi hočejo biti neki frendi z vsem, sam da se na kdo komu kaj zameril. Ne. Mislim, dej, come on, ne, bo dec, če si nekdo zasluži, da ga nagobac, da ga nagobac. Ne, mislim, kvačmo zdaj. Ne. Mislim, v formuli zdaj zganjati neko pinočko. V formuli je čisto isto. V formuli je čisto isto. Ne. Ja. In to so zdaj neki fantki, neki Hamilton, kašan to hod okolo teh cunah. Mislim, vse lahko je super hud pilot, lahko je vrhunski dirkač, v tem ni dvoma, če je to kad zmagal. Ne. Ampak jaz nikoli ne bom njegov fan, veš. Ne? Jaz nikoli ne bom fan nekoga, ki mi ni blizu. Ne? In imam ta problem vedno, da tudi za slovenske športnike v končni fazi, če mi niso bili simpatični, nisem navijal. Ker nisem nikoli navijal za nekega športnika na osnovi nacionalne pripadnosti. Ne? Ker pravzaprav se mi zdi, da v današnjih časih, pa vsem tem enakopravnosti, pa rasnem razlikovanju, ki ga ne bi smeli biti, pa tako, kakor hočemo biti vsi neki korektni, sploh ne bi smeli več navijati, sploh ne bi smeli razmišljati, da še navijamo za reprezentance po smislu naši pa vaši. Ne? Kakšni naši pa vaši? Se to je osnova nekega nacionalizma pravzaprav, a ni? Da so naši več vredni zato, ker so naši. Ker je meja tako zarisano in smo mi znotraj tega črte, ne? Ja, mislim, zakaj so zdaj naši več vredni, zato, ker so zdaj zakaj je slovenska ekipa več vredna, zato, ker je slovenska ekipa, če proti Dancom igra, ne? In jaz res tega nikoli nisem imel in sem navijal za unga, ki mi je bil model ali pa za unga, ki mi je bil simpatičen, razumeš? In če sem imel tle neke slovenske športnike, ki mi je bil fajn, pa ki mi je bil simpatičen, sem bil full fan in sem navijal za njega, če bil pa en, ki mi je bil tečen, pa ki mi je v novinarskem smislu, da sem videl, da mu je odveč tam eno izjavo dati za slovensko televizijo, ne? Si mi je pa in si lahko si stokat Slovenc, pa stokat tekmuješ, pa če mi ni simpatičen, bom za Nemca navijal.
A veš, to ti hočem reči. Najprej persona, pa vse ostane. Ja, in sem v tem svojem televizijskem delu tudi skozi ta MotoGP naletel na veliko slovenskih športnikov, ki so me razočarali v tem smislu. A veš, da nisi ljudina, no? A veš, in da ostaneš preprost in da si simpel in da si cool in pol me imaš, če ne pa mi je vse, če ti lahko si stokrat prvak ali pa si stokrat najboljši na svetu, pa če smem budala, sem budala. Kdo ti je bil pa pri avtomobilistih, dirkačih simpatičen, pa zanima veze Formula Rally, Slovenci, Jaronov, kdo ti je bil, da si rekel, fuck, tam je pa da shit, rad ga spremljam, mogoče malo. Za avtomobilistov? Ja, imel sem srečo, da sem parkrat delal z Mihaelom Schumacherjem in je bil čisto v redu, mislim, bistveno boljš, kot bi si takole na televiziji rekel. Pa nisem bil nikoli njegov fan, ker se mi zdel, da ni bil fair driver. Ne. Vedno sem bil bolj na strani nekega Nigela Mansella, Damona Hilla, takih likov, Alan Prost. Tudi Cena, absolutno največji v smislu vozniških sposobnosti, talenta in vsega skupaj. Nikoli nisem bil prav njegov fan, ker mi je bil zmer tako mal pizda, če razumeš. Ne? Tako, mislim, mal mi je bil nefair voznik. Danes to razumem, da za tisto, kar sem prej razlagal o Banjaji in Quartararoju in o teh polajt fantih, da za takšne ljudi pravzaprav ni mesta ali pa da ne bo nekega hudega uspeha, če nisi totalen egoist v avtomotošportu. Ali pa v športu nasploh. Ne? Se pravi, ti moraš biti prepričan, da si najboljši in da vsi ostali nimajo pojma in moraš sebe v športu tle absolutno postavljati na prvo mesto. Zgolj samo taki ljudje, ne, tudi Rossi je bil isti, ne, so bili uspešni ali pa so naredili neke velike zgodbe. Ampak to ni moj tip človeka. Veš, kaj si pa delal Šumijem? Hodil je na dirke, ne, na MotoGP, polk je nehal formulo voziti, ne, je bil kar doskrat na dirki. Točno se je še testiral. Ja, takrat sem delal pa z njim nek intervjujček mini, mislim, par izjav, pa tako, ker je vozil Ducatija enkrat v Valenciji, pa tako, no, tako da hočem reči pa, da sem bil tudi v MotoGP-ju so bili meni tam fantje, meni je bil Nicky Hayden izjemno prijeten dirkač in sem bil njegov fan, ker je bil ljudina, ker je bil človek, ker si se na letališču z njim srečal, pa si čakal na rentakarju zaključa vrniti, pa je prišel men, pa te je po rami udaril, pa rekel sem te videl tle v vrsti, sam da ti rečem živijo. A veš, to ti pa vse en Valentino Rossi na ta način ne bo naredil, ali pa Casey Stoner tudi ne. In tak dirkač, veš, ti pol pride do srca in tazga pa z veseljem spremljam tudi na Instagramu. Ne tisti, ki so velika imena, zato, ker so velika imena, ne. A veš, tam enega Messi ali pa enega Ronalda, meni vseeno, če ima ne vem koliko milijonov followerjev, ampak jaz tega nam follował, ker me to ne zanima in za to nekoga follował na Instagramu samo zato, ker ima full followerjev in ker je full hud, ne. Pač zdaj je zdelati s Kim Kardashian, a veš, mislim, ni to moj svet, ne, kakorkoli, ne. Tako da, v bistvu sem zelo random pri teh stvareh, listam in kaj vidim zanimivega, se nasmejam in te moje frende tle z Ljubljane, ki se mi zdijo, da so kar uličari in kar modeli, jih imam rad in to pogledam in take stvari. Tako, to mi bolj sede, no, kakor pa nek blazen glamur ali pa te stvari, te vaše stvari rad pogledam, avte pogledam, motorje pogledam, Magnusa Walkerja pogledam, te njegove Porsche, čeprav se mi zdi, da se je začel dec tudi malo ponavljati, da mu je malo zmanjkalo štofa mogoče, ne. Tako, no, a veš, ful različnih stvari me zanima. Tudi neke tetovatorje sledim, ki so hudi, pa dobro naredijo, pa rečem čas moje, ali to, koliko je hudo narejen, ali pa koliko je ta portret skino enega, tamle, Jordana ali pa nekoga. Ne. Tako, različne stvari me zanimajo, ni nujno, da je to zdaj zgolj samo motošporta. Jaz, kakšno avto nabavil? To sem jaz hotel reči. Če sem brezposeln človek, kakšen avto nabavil? Vse prodajaš. Te kupke rajš od mene. Ne. Ej, kva sem napisal? Si. Sem. Enega Forda T sem še ruknil. Pa spet, koliko zdaj? V kakšnem stanju? 4 pizda, da ni. Kompletan, ampak ga bo treba zrihtati. Je soliden, ni pa perfekt. Se pravi, to kar je tebi všeč. Pa eno 911 za enega frenda, ki je hotel imeti zračno hlajenost. Tudi to je bilo letos pozim, pa enega Mercedesa SL-a slabega, ki ga imel za kose, ki imam 3 druge, pa moram unga popraviti, pa bom enega v kose vrgel, ki je to najlažji pa najcnej, da enega razdrem, ki je ne vozen, da ga imam za rezervne dele in popravim in zrihtam pol 3 druge avte, da bojo lepi. Unga tabelga sem jaz zanč videl, ker sem ga dal pol nastrojil. Ja, ki je imel roza peno čez. Ja, tle sem ga še dol upravljancev oprati, sem mogel, zato ker mi v garaži stoji dol v parkirni hiši in polk ljudje meni vozijo, to ful vse enega prahu nabere in je bil čist črn in sem rekel, zdaj ga pa pelem na en sprehod in sem ga šel tlele skopati in moraš iti na ročno upravljancev, ker ne moraš te platneno streho pa te stare avte na kartonče voziti. Na Instagramu te res z veseljem gledam, zato ker se tudi ful mena content, pa ful tudi avte skozi neki miksaš, pa to pa je že sam
sam potem, veš, je fajn videti, kaj se dogaja, kaj počneš, pizda, res z veseljem. Pizda. Ja, se ti pravim, jaz tega nisem lotil, mogoče tudi narobe, ne, mogoče bi imel zdaj že ful nekih followerjev, če bi to usmerjeno delo, pa če bi sledil te trende, kdaj moraš to objavljati zjutraj ob 7-8, da imaš najbolj s tem si mi res ne da. Mogoče pa zdaj to spremenil, zato ker bom mogel nekaj početi, ne, pa sem mogoče tega bolj zares lotil. Imam eno frendico, ki je čisto v tem, ki to dela profesionalno in mi pa že stokrat rekla, pa ti to čisto narobe, ti bi mogel to ob tej uri, pa to moraš tako, pa ful moraš tegati, pa ful moraš teh linkov. Ostan pri pristnih organskih številkah in najbolj pomembno je to, da se te ljudje, ki jih imaš, vračajo k tebi vsebino. To je 100-krat boljš, kot pa da zdaj, a veš, da zdaj ti... Ker tudi nočem težiti ljudem, če pa zatežiš, pa po mojem tudi kdo gre, ne? Ker če pa preveč tega, ne, pa tako, ne. In jaz vedno slikam tisto, kar se mi tisti moment dogaja. Zdaj, če sem z mojo na počitnicah 14 dni, pol je v glavnem ona na fotkah in me včasih pol že napizdi, da kva me skozi objavljaš, ker bojo mislili, da sem kakšna pleh pička, pa v resnici ne. Ampak če sem s tabo ali pa če sem s frendi na dirki, so v glavnem frendi. Tudi nisem bil nek strašen fan nikoli teh nekih selfijev, pa tega, ampak tako bolj tisto, kar je zraven mene in tisto, kar se mi v nekem momentu dogaja, pa probam tudi tako narediti, da je zabaven, pa da se kdo ob tem sem skupaj nareži, ker se mi zdi, da nekih resnih vsebin in neke tuge imamo v življenju, tako ali tako, in tako si dostno. Tako da tako zelo, res se trudim to imeti tako zelo organsko. Ne. In imam to kot en svoj tak album, veš, v resnici mi je vseeno, če to kdo pogleda ali pa ne. Ne delam to zato, da jo drugi gledali, ampak zato, da imam jaz to, pa včasih polka sem kje na avionu ali pa kje na letališču, pa ni signala ali pa kakorkoli, pa frcam te slike malo za nazaj, pa se pol sam svojim postom režim. Meni bi bilo recimo totalno do jaja, če bi kjer avtomobilist ali pa kdo zbral, ali pa konec koncev tudi motorist, pa te poslal na kakšno predstavitev česa star. Imamo BMW, ne gremo neki greš zraven? Ja, povabili so me, sem rekel, lej, brezposeln sem, če me vi vabite šofirati BMW, pridem, v glavnem, hoče reči, da te kdo povabi, pa da narediš čisto po svoje, star. Jaz bi hotel to videti, pisa, da ne rečem plaču, da hočem čez tvoje oči videti nov avto, pač drugače. You do you. To se mi zdi, da je točno to. Prej, ko smo načeli, ko sem te vprašal, kje medije spremljaš, sem hotel to izpostaviti v bistvu, ne? Da si želim, da se tudi mediji v tem pogledu malo spremenijo. Da povabijo koga na kakšno prezentacijo, ki ne rabi biti na prvo žogo iz tega foha. Ne? Sploh ne rabi biti, ampak sam da je vsebinc. Vse so začeli to, po mojem, dojemati, tudi vsi ti avtomobilski uvozniki. Ampak zelo veliko teh lifestyle magazinov. Na regionalni ne. Da so ljudje preživeli te neke teste, test na test. Veš, pa Clio 1.4, pa Clio 1.6, pa novi brisalci, pa restyling, pa drugačne lučke, pa spet nov test, pa meritve, pa koliko ima porabe, pa koliko ima pospeško, pa koga to brika pri Clio 1.4. Ne? Se pravi, ga moraš narediti drugače, kot ga delate recimo tudi vi. Mogoče se zapičeš bolj v detajle, mogoče greš malo na štos, mogoče greš malo na neki, če češ biti vsaj približno zanimiv, pa sveš. Ne? Ker če nabijaš samo nekih tehničnih podatkih, pa da je vsakem ovinku pol avto na 2 kolesih postavljen, dobro, če nek športno avto, ok, če pa to Citroen Berlingo, pa res ne vem, zakaj mogli vse pošrek leteti. Avtomobilisti v Sloveniji se že mal migajo na to celo. A stari, si bil ti takrat vabljen na Nissan, 2 let nazaj, ko so povabili tako mali influencerje, pa to je bil Džuka, kaj je nova generacija. V glavnem, neka predstavitev je bila, neka Batman, neki lučil kaj je bil, Nissan. A to je bila tle domača. Ja. No, hočem reči, da se pri avtomobilistih tu malo premika na boljše. Ampak če greš na 90% slovenskih prezentacij, pač imaš tiste ljudi, ki jih gledaš, more or less že, jaz 20 let sem že skoraj tem fahu, pa gledam iste ljudi, s čimer ni nič narobe, ampak hočem reči, če si ti avtomobilist, pa imaš ti 20 mest, pa imaš organizirajo lokacijo, pa si plačal 30 kosilja, pa pizda, kaj te pa košta, da povabiš zraven, se zdaj se poskleda pluvam. Ampak povab nekoga, ki Dva dodatna zrezka plačaš, pa povabiš nekoga, ki ne rabi biti iz avtomobilizma, ampak da je dober vsebinc. Ja, vem, kaj hočeš povedati. Ja, da imaš, vem, ne, sam, a veš, spet je pol pri temu, če ti to delaš za lastno veselje, pol prideš iz lastnega veselja, pa to narediš. Če bi pa ti rad s tem preživel, ne, smo pa spet pa isti jebi, ne, da moraš to na končni fazi nekako znati tudi potržati. Ja, zato, ker je in da ne moreš sam za 2 zrezka hoditi. Ja, veš kaj, social je doskrat support, ali pa večina sociala je support tistim stvarem, ki jih pa pol lahko ali prodaš ali vnovčeš drugačne. Veš, recimo, pri meni je veliko vsebine, pa pri tebi tudi je to ni. Res je. Jaz sem zato, ker meni to fajn delati. Ja, res je. Jaz tudi, ker ni plačana stvar, recimo folk debel gleda, ker jaz rečem, da moji testi, pa jaz sem zdaj objavil 950 jebenih vlogov, pa je od tega najbrž 720 testov, niti en test, niti ena prva vožnja v tujini ni plačana.
To je moj korp, to je moja rdeča nit, to je tisto, kar meni dela. Potem čez nekaj drugega potržeš, ker ne moreš potržiti, zato ker moraš na koncu dneva kupiti kruh pa mlek zvečer. Absolutno. Veš, to je tudi hecan, ker mi, ki specificiramo kakšno pogodbo, ne, pa ponudbo, pa damo nekomu. Ne. Mi vedno obljubimo nekaj, ampak zaradi tega, ker ta vsebinc v nas začne delati, vedno dostavimo veliko več. A veš, to je to, ne? Pa se ne moreš biti tih stari, če se ti nekaj dogaja. Jaz sem nemeren v duši, če jaz zdaj to bi kar zase zadržal, zato ker oni so plačali 7 storjev. No in zdaj smo delali eno vsebino, pa sem naredil enega kvikija in video zraven, zato ker sem bil jaz čist zrajcen stari. Se nisem mogla zadržati. Veš, ta isti problem smo imeli tudi mi na Popu, ker nihče ni znal nikoli razumeti, da če ti TV ekipo pošleš na teren, ne, da moraš imeti tam nekje en bord, ne, z nekimi buckami zapičenimi, kjer ti v vsakem momentu kaže, kje imaš neko ekipo na katerem koncu sveta. In ker se nekaj zgodi, da lahko to ekipo pošleš še kaj nekaj dodatnega narediti, pa sistem dobi nekaj več vsebine, pa pravzaprav si na nek način celo znižil stroške tega istega potovanja, če si dobil nek dodaten kontent. In meni kot nekemu novinarju, ki mi je bilo zanimivo poročati o stvareh, ki so se zgodile, se je večkrat zgodilo, da smo pol samoiniciativno šli na neko dirko, pa smo še nekaj zraven tam naredili, veš, pa smo šli Dončiča loviti tam po Teksasu, pa smo šli na uno tekmo, pa na to tekmo, pa je od največjih možnih bizarnosti do tega, da smo bili, v Austinu na dirki in je čez noč razfukala eno tovarno umetnih gnojil tam v Vaku, Teksas, vas nisi še videl ta vesela. To je tam je grozno. Ja. In je tam bila neka mega eksplozija, ki je neko tovarno nekih gnojil pred leti raznesel in je bila to ful novica po celem svetu, ker je bila cela štala. In sem midva snemalcem Mihatom se usedla čez noč v avto in so se pelala v Vaku in sva tam stanovalce, ki so zraven bili z razbitimi šipami, pa čisto prestrašeni, intervjujala, pa naredila celo neko reportažco mini, se pravi nek prispevek za news, recimo za 24 ur, ne, ampak kva mam je z umetnimi gnojili v resnici, če sem tam na dirki. Če sem jaz tam kot TV ekipa, pa če se nekaj zgodi, valjda bom izkoristil in še to narediti za televizijo, ki mi je matična televizija, katera me je nekam poslala. Ne. In tega bi lahko v resnici naredil več, pa bi tudi, če bi me kdo angažiral za tako stvar, seveda bila vsa ta potovanja na te dirke pol s tem cenejša. Ampak spet smo pri tem, ne, da narediš nekaj, zato ker si novinar ali pa ker ti je užitek poročati o nečem, kar se je zgodilo. Pa lahko je čista bizarnost, lahko je nekaj zelo zanimivega, ampak to je to, ne. Ti si tam in ko vidiš še 6 drugih stvari, boš to po fotku, pa boš to recimo lahko tudi objavil, ker se ti zdi, da bi to utegnil še koga zanimati, ne. Kaj pa kaj od avtomobilskih zadev, novic pride do tebe? Veliko, zato ker sledim to, kar sledim, se ti pravim, v glavnem skozi te motošportne portale. Kar se tiče pa cajtangov, pa tudi veliko pokupam, zato ker sem fan vsem tudi še teh old school tiskanih medijev in po teh letališčih doskrat pokupam revije in pol v glavnem na avionu, ko imam cajt, to berem, listam. A prefiltriraš te neumnosti, kakor so direktiva EU 35, pa to pa te ne zanima? Ali... Ne, to me pa res ne zanima. Mislim, to pa sledim to, kako me te novice dosežejo prek teh naših kanalov, kaj se dogaja zdaj z vsem skupaj, pa sintetična goriva, pa električni avti, pa cele te priče, tako da to sicer preberem, ampak da bi bil pa glih zelo fanatičen okrog tega, to pa res nisem. Mislim, zanima me bolj kakšen nov avto ali pa nov motor vam pride, kako zgleda, pa kakšen bo, pa mi je fajn ali mi ni tako. Mislim, na tem nivoju. Kaj je zanimivega? Od motorjev ali od avtov? Od avtov. Ja, Porsche 911 Dakar sigurno, ne? Ampak to ni več novica pravzaprav. Mislim, ni, ampak avto je pa tak hype naredil, da še zdaj, veš, ti si ga zdaj omenil, ni 3 dni, ki mi ga je še nekdo drug omenil, pa me je tudi vprašal, če sem ga pelil, pa tako. To vsak to časa pride en avto, ki te malo, ne, pa da ni glih GT3 RS, ker pač prihaja redno. Če se nekdo nekaj spomne, pa... Všeč mi je bil ta koncept Renaulta Turbo Maxi, nekaj, ki so zdaj pa Renaultu ven vrgli, čim sem prebral, da gre to na štrom, je isti trenutek nehal zanimati. Drugač pa te moderni avti, retro oblike, za popizditi mi je dober tale, spet nažalost štromar, tale ide Buzz,
UZ, Volkswagen, ki je tako malo tudi narejen na retro, tudi notor je dober, pa tako uporaben avto se mi zdi, sam absolutno preveč denarja, pa spet smo na tem, da se s tistim kablom ne bi okrog vozil. Drugače pa super. In ne vem, ko sem začel študirati, zakaj so pravzaprav vsi dobro oblikovani avti zdaj štromarji. Zakaj noben ne naredi drzno ali pa radikalno drugačnega avta, oblike, pa da bi laufal na benzin. Zanj se zapeljal za enim Hyundaiom, Ioniq 5. Čist hud. Če ga ne bi, čist hud. A veš, tako prav, če bi to na benzin, bi rekel, mogoče pa to, tak avto bi pa imel, to bi si pa kupil. Spet je na štrom. A veš, ta Renault, ki ga imate tle dol parkiranega, ful mi dobro zgleda. Tudi noter pa vse, una Hondica, ta mala, kva je ena taka mestna okroglja luč. Kaj je že? Honda, ne vem. Jazz, ne. Ful huda, mislim, Honda mega avto. Jaz sem penc od teh majhnih avtov za Poljubljan, pa tako naravno velike kante, ne. Vrhunska notar, tako, res dobro narejena, ne, sem spet, zakaj ta, a veš, pa tiskar naredijo pa z nekim pol motorjem na notranje zgorevanje, pa tako zgleda, da si rečeš, dobro, kdo to kupo, ne. Jaz mislim, da je tako pač ono. Stari. Niti ne moreš, ne, ker ti tehnologija, ker ti platforma ne omogoča. Pa eni pravijo, veš kaj, zato, ker zdaj električni avti nimajo motorja, pa je drugačna razporeditev, pa koncept, pa dovoljuje nove dizajnerske rešitve, boljši. Mislim, da imajo take motorje noter. Ni res, ne, pač ne vem, ful so avti boljši oblikovani, te električni. Ne. Umrl bi zdaj za Fiat 500 ta novega, če bi bil bencinski, a veš, ta električen je, ne. Ker nehumano dobro zgleda, ful boljši je od bencinskega in ful je clean, ful je popeglan. Te lučke v zuni, res top vse shit, boljše ekipe avto. delajo na nečem, kar je future, ne? A veš, usmerijo ljudi tja, kar je prihodnost znamke, rečemo temu tako. Ne? Razumem, mislim, očitno, ne vem, ne? In mi je to res škoda, no? Da niso te avti bencinski tako oblikovani, recimo. Ne? Edin pri Porscheju se mi še zmer zdi, da s tem Taycanom pa to kvaso pa to naredili, ne, mislim, oblikovno ni, ne. To mi ni, ne. Meni je 911 EQS. Ja, ne EQS. Ti ni všeč ali ti je? Kaj ti je všeč ali ni? Ne, da pravim, da mi ni, da so mi klasični Mercedesi bolj všeč. Sicer jaz razumem, povej, ker tudi Robertu ni všeč ta naš znak. Kar povej. Ne, hočem reči, da razumem, da je to njihov in sploh in vse in ga tudi zelo spoštujem v tehničnem smislu in tako naprej, ampak pač dizajn mi pa ne potegne. No. Medtem ko pri drugih mi marsikaj, pa pri Mercedesu ima veliko krasnih avtov, ampak ta pa mi je ono. Ja, si videl Unimoga, ki sem ga včeraj objavil. Stari, To so eni fantje, tle, moji lokalci iz Laverce. Veš, pač enkrat so mi že vmes poslali video, kako se oni čez center peljejo z Unimogom. Eden od teh tipov tam je obnovil Unimoga. Ampak tako, res, do zadnje matice. Se pravi, razstavil, vsak delček na Unimogu je obnovljen. In se, a veš, ga ima sicer, ne vem, zbirateljski primerk, ne, ampak se vozi z njim tako okrog. Ne. Ga ne uporablja za soliti cesto pa plužiti, ne. Ampak se zdaj malo vozijo po Ljubljani z njim. Meni je ta nov čist hud, jaz bi to imel kratko za oseben avto. Ta novega? Ja. Ta nov je full hud. Ti pa Jure. Ampak ta je pa res tak hud, ne. Pa huda forum je, da lahko volan predstavljaš z leve na desno, ne. Ja, pri ta novem. Ja, res je. Ne, tam ima pa tega kratkega, ne, 200. In mi pošlje tle story iz kakava, ne, da so šli pač na sladoled z Unimogom, ne. Sem rekel, jaz bi tudi sladoled, v bistvu sem pa hotel Unimoga videti. Ne? Ja. Pa sem rekel, da mi pripelje sladoled in so se pripeljali do mene. Ne, to bi jaz sem imel, tudi Defender recimo mi je všeč, ampak ne moreš imeti res čisto vsega, ker je pol too much, ker prata že tudi problem. Kam boš do Unimoga? Kam boš do Unimoga, ja. Na ostale. Ja. 3,40 m je visok. 3,40 m. Jaz sem se usedel v to kabino in sem gledal prvi štuk svoje bajte. Sam pa zasneži po Ljubljani, pa z Unimogom pičiš v službo, da si ga pa zmagal. To je vsebina. Ja, vem. En teden se voziti z Unimogom po Ljubljani, pa otroka v vrtec, pa v šolo, pa na atletiko, pa v službo, pa na sestanek. Jaz bi ga kle gledal na našem parkingu službenem. Jaz bi ga skozi gledal. Imate dobro, če za okno dole vidiš. Tobogan. Zakaj nimamo mi tobogana še tle dol? Ali pa uno štango od gasilcev, da se sam spustiš. Tako, ja. V glavnem Unimoga nujno, se pravi, naslednji projekt je Unimog. Tega bi kar... A imamo dosti na računu atmosferci? Nimamo, ne? Ne, za en žmigavc. Vsi smo pol na istem. The best, Gaber. A smo kaj povedali? Pa neki smo, lej. Dobro, pikica smo.
se mi zdi, da smo mogli, da ti si mogel dati to ven iz sebe. Nas je zanimalo. Absolutno. Veš, kaj mi je fajn, mi je zato, ker zdaj, res mi je pa to mi je pa dobro, da smo to tako malo razčlenili, razdrli, ker zdaj lahko vsakmu rečem, da ne na atmosfercih pogleda, ker vsak, ki me kliče, bi imel celo to obnovo te zgodbe in sem jebeno zmatran zdaj po enemu mesecu tega, ker sem vsakmu to pojasneval, pol bi vsak še poklical, pol bi vsak še 10 messageov, pol pa še pod vprašanja in ne delam drugega, kar razlagam zdaj že 3 tedne, samo to, zakaj ne delam več. Pomaš pa še vsakega, ki bi malo svetoval ti, kva bi zdaj ti mogel, ne, pa kako bi ti mogel v bistvu odreagirati ali pa narediti, ali pa kva bi ti. In sem že imel resen namen, da kar nekam šel in sem skril za en mesec, da to gre vsem, kar se mi ne da. En disclaimer, ta podcast se ni zgodil zaradi tega. To, kar se tebi zgodilo, v bistvu samo pač še dodatna stvar, da imamo za debatirati. Mi imamo tebe enostavno radi zaradi pač tega, kar si pa vsebine. To sem vesel. Da ni slaba novica vodilo, ker pri nas smo še zmeraj na tem, da edina dobra novica je slaba novica. Edina novica je slaba novica. In jebi ga, tudi slabe novice morajo biti. In tale zgodba letošnje zime je zagotovo slaba novica, ampak lahko pa prinese tudi mogoče neki zanimivega. Stari, vse smo mi bili vsi na tistem koncu palce, ki te kdaj tudi jaz sem bil tudi na Siolu, sem začel delati svoje stvari, pa kar naenkrat sem bil pa moteč, pa so mi govorili, da denar kradem, pa take bolane fore, jaz pa tako, what the actual fuck, jaz sem še hotel, ker sem začel komotar minuto delati. Da bi združil, ne? Jaz sem rekel, pa to bi bil krasen satelit Siolu. Jaz mislim, da bi se dal to v redu potržiti. Jaz mislim, da je to neki dej. Kaj če bi jaz 3 dni na teden za Siol delal, pa bi 2 dni na teden bi pa delal komotar minuto, dajmo to združiti. Ne, to itak ni nobene perspektive. Hočem reči, pa je bil hiter res, ne, ki je zelo bolel, ker sem bil 11 let tam, ne. Pa sem izdelal, da nisem imel nobenega razumevanja, pa sem mi pa z odstotki uletel. Veš, Ciril, ti si odgovoren za 0,024 vsebin na mesec, če gledamo še ostalo, jaz tako pi za stari, veš, kaj jaz vse delam. Jaz nisem tle, da prijem pa kucam cel dan, jaz pa avte pelem, pa se z vozniki menem, pa hodim tja, pa moram to narediti, pa fotografirati, pa sam na konci tak nisi nič vredena, veš. Ne, hočem sam to reči, da mene je to fejst zabolel, pa tebe je tudi fejst zabolel. Koliko časa si bil na avtomagazinu? 18 let. Stari, jaz pa 11 let na Siolu in pol se ti zaprejo stvari in pol se ti stvari začnejo pa fucking odpirati. Točno in čez par let pa rečeš pa hvala jebenmu kurcu, pardon. Ja, in se začnejo druge stvari. Jaz vem, da je to velik del tvojega življenja. Jaz vem to, ampak vse v redu, se mogoče pa čez da pa... Ampak je tisto, kar... Čisto iskreno, ne, mene sploh ne boli v smislu tega, da se jaz za letos s Pop TV-jem nisem zmenil. Ok, mi smo bili neki partnerji, vi imate firmo, jaz sem bil SP, pač nismo prišli skupaj. Vse v redu. Boli me, da so pol ad hoc potegnili neke komentatorje, ki za moje pojme niso primerni. Iskreno povem, Pero, David sta frenda moja, jih imam rad, ampak za ta del jaz mislim, da nimata ustrezne podlage. To sem javno povedal in to pri tem ostajam. In bi bil tle bolj vesel, da bi pripeljali 2 mlada fanta, ki bi si to želela delati. A veš, nekoga, ki ima res passion za ta MotoGP. In tudi, če bi bilo od začetka malo slabša, pa bi rekel, mogoče Digavara, boš ti mogoče celo pomagal, pa jim dal kakšne inpute, ki si to delal. Pa da šmek pa pele čisto svoj. In da bi videl, da delata, da to nek dela nekdo, ki si tega res želi in da živi za to, tako kot sem jaz živel za to, da sem to delal. Ne. In druga stvar, to, kot si rekel, ne, da te enkrat odjebe, da te tudi pokliče, ne, veš, mene s Pop TV do danes še uradno ni noben sploh obvestil, da ne delam več za njih, ne. Mislim, mene je jasno, ker je ta prva dirka men, pa mi je bilo jasno tudi prej. Sam ne misel, da je mene kdo poklical, pa rekel, stari, hvala ti za 16 let, dobro smo delali, prid saj na kavo, pa da rečemo eno za vsa ta leta, ne, pa da si damo roke, pa se saj, ko ljudi pošljemo v kurac, a razumeš, Gabari. In si rečemo, ne, meni se direktorica programa, izvršni producent in pa šef cele bajte ne jav niti na telefon, a veš. S kakšnim razlogom? Ne vem, ker ne vem, če sem naredil komu kaj žalga ali pa kaj slabega ali pa kaj narobe. Sam to je, tudi adijo noben ne reče, a veš. In isto, kar si ti rekel prej za Boga. Gabar, jaz še zadnje plače nisem dobil po 18 letih. Tudi jaz ne zaenkrat, na današnji dan. Ampak to je pač to. Kakorkoli ti hočem reči, pa smo delali neke stvari, pa smo delali balanco, a veš, neko balanco sva si izmislila, oziroma si je izmislil pravzaprav Boštjan Skubic, ne, ki je rekel, Gabar, dej, korona je, dirk ni, fenom moramo dati nekaj moramo povedati, kva se dogaja, deva delati nekaj za splet, neko oddajo in sva sama začela z nekim mojim fotoaparatom to pri Boštjanu na firmi snemati in pol so to na Popu rekli, da to je pa fajn, to bi pa nam pasalo koncept, pa so to kar pobasali v bistvu več ali manj zase, za kar
kar sem jaz delal pro bono, ne? Tako kot še marsikšno drugo stvar na tej bajti. In smo jim delali neko spletno oddajo. Ne? In 16 let nekega dela mojega na Pop TV-ju, ker v 16 letih nismo enkrat zajebali ene same stvari. A veš, kaj to pomeni? To je 20 dirk na let, po celem svetu. Ampak enkrat se ni zgodilo, da smo mi avion zamudili, enkrat se ni zgodilo, da mi na dirko nismo prišli, enkrat se ni zgodilo, da je tam kodek crknil televizijski, mislim, se je, ne malokrat, ampak vedno je bilo do nedelje ob 2 popoldne, ki je dirka štartala, vse zrihtan in ko se je tam knof stisnil, pa ko so oni v režiji dal gor reglarje, se je tam Gaber, pa Boštjan pa Robi so se oglasili z komentatorske kabine. A veš, nihče. Pa smo imeli tudi mi svoje momente, pa smo se ga dan prej na žuru nažarali, pa bili zmačkani tok, da smislu čas, da už crkno. Še posebej v njih zgodnih letih, ko smo bili še mlajši, pa smo se to lahko prvošili. Pa sem bil bolan, pa sem imel vročino, pa sem imel ne vem kaj, ampak 16 let ni bilo dneva bolniške, 16 let je bil prenos, je bila dirka, pa tudi korektno je bilo narejen. A veš, meni je fotor umeril v Ljubljani, ko sem vedel, da ga vidim zadnjič, ko sem šel v četrtek na dirko, sem rekel, stari pizda, valjda me počakal, da pridem nazaj, ne. Pa sem šel, a veš, zato, ker je bil MotoGP moj life. Jaz bi takrat lahko tudi rekel, da bom ostal doma, fotra imam na smrt bolanga in ne grem na dirko, da imam z Ljubljane narediti, če se kaj zgodi, da sem tukaj. A ne, jaz sem šel na dirko, ne. Zato, ker je bil to moj life, pa me je pol sestra klicala v soboto sred kvalifikacij v prenosu, da je ta star umrl, ne. A veš, ampak sem oddelal svoje do konca, se poslal, odložil slušalke, se usedel na Ryanair iz Valencije, pa letu dam, ne. Ampak tega do danes na Popu prvič noben ne ve, drugič sem za to čist jebe in nisi vreden tudi toliko ne na koncu, da bi ti nekdo rekel, lej, dobro smo delali, ampak zdaj te pa več narabimo, adijo, ne. Pač enostavno ti ne odgovorijo na message ali pa na telefonski klic, ne, in je to za moje pojme res višek ene arogance ali pa enega slabega odnosa, no, medčloveškega v končni fazi. In to me žalosti, veš. Da pizda, da ti nekdo nareče, dobro je bilo, ampak ne rabimo te več. Pa to bi lažje prenesel v končni fazi. Ne? Kamoli, da, a veš, da sploh ne razlagam zdaj zgodb, ker lahko še 3 ure, ker sedimo tle. Če ti reče, da je slabo, razumem. Da kolikrat smo rešvali neke stvari, pa šparali bajti denar za to, da smo naredili program, da smo imeli ISDN linije 5 let kodek, ker se ni ena linija povezala z Ljubljano, ker so protokoli bili napačni na Telekomu, pa vedno pol na konc neki uredili, ker so mi oni oddorne dali na vsaki ta drugi dirki svoj kodek, kam je on rekel pol na koncu v kabini Španc, ejdi Gaver, bod tih, pa ne razlagi tlele pred našim, da ste delali z našim kodekom, ker vam mogu Jurija evrov računati na vikend izposojo kodeka. Ne? A veš, ampak on je bil friend naš, ne? In smo Pop TV-ju vprašali Jurija za vsako tako dirko, ne? S tem, da sem še jaz pol v ponedeljek naslednjič pred dirko Keleh Krušič v pokonsko salamo, pa sem unim fantom nesel v dol tehnični službi Špancom na Dorni, ki ima kabine čez, da so si pol za malco malo rezali med tem, ker smo mi prenos delali. Ampak to je bilo nebroj puta, to so bile 10,000 in 10,000 evrov prešparanega nekega denarja, ne? Ki je pa danes ratu, pa pol kar naenkrat problem za neka potovanja in pol na koncu rataš nekomu sovražnik, očitno, če se ti nadjavi na telefon, pa še danes ne vem, za kva sploh v resnici. Veš, tako sploh nimam odgovora, sem to me žre ves čas. What the fuck? Mislim, kva je bilo narobe in kva vam ni jasen. A je res tak problem, če nekomu rečeš, da se z njim ne strinjaš? A veš, a imaš res tak ego problem, da kad ti nekdo reče, da delaš napako, da bi rekel, se mogoče imaš pa prav, ugotovil, da ti nekdo hoče dober, ne, a veš, da ti nekdo z neko idejo, ki ti jo plasira, hoče dober, da v dober produkt, da mu dober dela. Ne, Gaber, to je vse na škodo produkta, pa na škodo dobrih odnosov. Tle ni dobre reči. Amazing, res. Tle sem pa usupno nad vsem tem potekom. To so drugače, ena kasta so keyboard warriorji, ne, ampak načeloma je ljudem zelo težko v oči pogledati, pa ene stvari reči na glas. In to je v bistvu pol karuna barijera. Zakva? Zato, ker niso takšni, ker niso tako narejeni, kot si ti. In tudi zato, ker si ti tako narejen, kot si ti. Niso dolžni mene imeti tam za komentatorja. Jaz se tega vsega zavedam. Seveda, da niso dolžni. Reč adijo, daj roko kadec in gremo vsak na svoj konc. Ne se mi pa skrivati pol za vogalom. Ne. To je pa res kretensko. No. Ej, dobro smo povedali.
Gabr, ena čest se ti zdi. Kje je tvoj prvi avto? Kje je tvoj prvi avto? Ne, to sem že 20 sekund nazaj, sem nekaj toga nam vprašal. To smo že imeli. Ne, hvala, ker si prišel drugič. Prepričan sem, da lahko že naprej povem, da bi bil vesel tudi še kdaj tretjič, pa še kaj. Z veseljem vedno. Tudi slutim kakšne možnosti, ideje. Pa ne zaradi slabih novic. Upam, dosta sem jih imel zdaj, za tole zimo sem jih imel kar dost, tako da zdaj bi kakšna dobra bi čez pas. Tukaj Jure prav, zdaj se ti... Kje pa je, by the way? Jure, kje? V Valenciji, ne. Na eni mednarodni predstavitvi. Predstavitvi v tujini, ja. Alicante, neki. Volkswagen ID7. Spet je šel na potovanje na službene stroške. Tega smo navajeni. To poznamo. To je to. Se ti tudi BMW vozil v petek? Ja, samo obljubo, da sem oglašal. Glejte storije, moje, Cirilove, Gabrove, bomo linkali njegov Instagram, vse, ki ga najdete, tako da ga boste pa definitivno še kdaj pri nas videli, pa slišali. Zmenen. Hvala. Alright. Hvala. Hey, thanks. Čau. Ajde, čau. To je to. Bam. Tale je bil pa cel podcast na robe obrnil. Koliko so li pa dolgi? Dolgi smo. Ne vem. 1:24. Lepo, ekonomično. Ja.